Dragi dijaki, drage dijakinje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na informativnem dnevu oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Zelo nas veseli, da ste se tudi v tem popoldanskem petkovem terminu zbrali v tako visokem številu, kar pomeni, da vas res zanima naš študij biologije. Zdaj, žal smo tudi letos z vami tako nadaljavo, zaradi vsem znanih razmer, ampak se bomo kljub temu potrudili, da po svojih najboljših močeh, da vam čim bolj približamo in na čim bolj tak domač način predstavimo študij biologije, da boste vsaj malo začutili utrip tele naše stavbe, se pravi oddelka za biologijo. Moje ime je Jure Mravlje, prihajam s katedre za botaniko in fiziologijo rastlin našega oddelka in bom danes skupaj s kolegico Anastasijo Panesko vas vodil skozi ta informativni dan. Poleg tega so pa z nami tudi drugi govorci, predstavniki učiteljev in študentov, ki jih boste spoznali v nadaljevanju. Zdaj, čeprav verjamem, da ste vsi verjetno vajeni tegale sistema dogodkov nadaljavo, pa mogoče za začetek vsaj par besed o tem našem videokonferenčnem sistemu, ki ga danes uporabljamo, za tiste, ki ga mogoče prvič vidite, se pravi Cisco Webex. Zdaj, prvi korak ste že vsi uspešno opravili, kar pomeni, da ste se uspeli logirati in ste z nami. Zdaj, če tako pogledate, tukaj v sredini ekrana imate dve tipke, z eno vklopite zvok, z drugo vklopite sliko, če se nam boste želeli kasneje javiti. Potem malo bolj desno imate tole rdečo tipko X, tega seveda ne želimo, da pritisnete, ker nas boste zapustili. Potem imate pa še skrajno desno tiste oblaček, torej opcijo klepeta. Tam nam lahko pa že tekom dogodka zastavljate razne vprašanja, komentarje, ki jih bomo potem na koncu skupaj predebatirali. Zdaj, poleg mene in Anastasija bodo danes z nami tudi vas bo nagovoril profesor dr. Marko Krebst, prodekan našega oddelka, potem docentka dr. Martina Bačič, ki je predsednica študijske komisije na našem oddelku, in pa predstavnica študentov Tanja Kobal, ki vam bo še iz tega študentskega vidika predstavila študij biologije in pa vso pestro obštudijsko dogajanje na našem oddelku. Prav tako pa je z nami tudi naša strokovna delavka iz referata, gospa Lara Kandos, ki jo boste tudi spoznali. Zdaj, za temle formalnim delom, torej predstavitev, si bomo ogledali še predstavitveni filmček našega oddelka, ki smo ga pripravili vsi skupaj, in na njem smo se v bistvu zaposleni študenti našega oddelka res potrudili in vložili kar nekaj časa, da vam poskušamo prikazati to pestro pedagoško in raziskovalno delo na našem oddelku. Torej, to je tisto, kar bi vas v nekem običajnem letu popeljali po naši hiši, da bi videli prostore in kaj sploh poteka tukaj praktično. In v njem smo res poskušali zajeti vse vidike biologije, od molekularne biologije do botanike, zoologije in ekologije in še vse tisto vmes. Tako da verjamem, da se bo vsak od vas našel v nečem, kar ga zanima. Zdaj, čisto za konec, zaenkrat smo vas vse v bistvu tako prisilno utišali, to zaradi tega, da bo čim manj motečih elementov zdaj tekom predstavitev, ampak seveda ste pa vsi, kot že rečeno, vabljeni, da zastavite vprašanja v chat, ali pa še bolj, da se nam potem po koncu predstavitev oglasite in dejansko zastavite v živo nam vprašanja. Preden pa res začnemo, vas najprej samo še to upozorim, da bo zdajle kolegica Anastasija vam tamle v chatu odprla eno anketo. Ta anketa je čisto anonimna in je zgolj za namene interne evidence, torej da vidimo, iz kje vse prihajate. Torej, v tej anketi boste mogli samo povedati, iz katerega kraja, iz katere šole prihajate in pa kateri letnik ste, tako da imamo malo statistike o udeležbi na tem dogodku. Tako da zdaj pa, kar se tiče tega mojega uvoda, mislim, da je to in si bomo kar najprej pogledali nekaj uvodne besede našega prodekana, profesor dr. Marka Krebsta, ki je trenutno žal službeno odsoten v tujini in se je za vas posnel v temle posnetku. Dobrodošli na oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Predstavili vam bomo študij biologije. Potrudili se bomo, da boste dobili dobre informacije. Na študiju biologije pridobite znanja od molekule do človeka. Pa ne samo to, tudi do rastline, do gljive, bakterije, do ekosistema. Biologija je izbira za prihodnost. Biološka znanja so vedno bolj iskana. Naprimer, za razvoj celičnih zdravil, bioloških zdravil, varovanja okolja, razumevanja posledic posegov v naravo, razumevanja zdravega in sonaravnega načina življenja. Želim vam dobro odločitev, moja pred leti je bila dobra. Ok, to je bil naš prodekan z nekaj spodbudnimi besedami. Zdaj bom pa jaz predal kar besedo
dr. Tinki Batič, ki vam bo podrobno predstavila študij biologije. Ob tem sem pa še dobil informacije, da ta anketa nekaj nagaja, tako da vam bom jaz poslal eno drugo anketo očetno, vse te pa poznate preko Google obrazcev. Ja, živijo. Zdaj sem jaz tole začela deliti. Vidite? Vidite. Ok. Torej ja, nekaj bom še jaz povedala, bolj konkretnega o študiju biologije. Jaz sem tukaj v vlogi predsednice komisije za študij prve in druge stopnje na oddelku za biologijo. No, če bi prišli k nam v živo, bi se tukaj srečali v tej naši stavbi in bi v temle okroglem delu stavbe spodaj poklepetali v naši avli in v predavalnicah. Ponavadi se tukaj potem srečamo z našimi izvajalci, imamo tudi priložnost poklepetati z vami in potem vas popeljemo naokrog po naših katedrah, kjer si lahko pogledate laboratorije, knjižnico in tako upam, da se mogoče jeseni pa potem tam vidimo nek sprejem obrucev. Zdaj, biologija je obravnava vse ravni živega, se pravi od teh življenjskih procesov na nivoju molekul, celic, tkiv in organov, preučuje zgradbo, delovanje, razvoj organizmov in pokriva vse, tudi populacije, vrste, združbe, odnose med organizmi, procese v ekosistemih. In tako je tudi naš študij potem zasnovan v bistvu zelo na široko. Nismo neki ozko usmerjeni, dejansko je vse, v 3 letih gremo čez vse te, čez vsa področja, znanja iz vseh področij teh biologije nekako podajamo. 3-leten je naš študij prvostopenjski, na koncu postanete diplomirani biologi. 3. letnik se zaključi z zadnjim izpitom, nimamo diplomskega dela, ne izdelujete. Število vpisnih mest pri nas je 70 in zdaj velika večina naših študentov potem nadaljuje študij na enem od teh masterov, lahko v Sloveniji ali pa pač v tujini. Zdaj, na oddelku za biologijo ponujamo 3 magistrske študije in to je potem ta naša vertikala. Eno je biološko izobraževanje za tiste, ki vas mika, da bi učili v srednjih šolah, gimnazijah, tudi v osnovnih šolah. Potem imamo pa 2 bolj raziskovalna magistrska programa, ekologija in biodiverziteta in molekulska in funkcionalna biologija. Zdaj, cilj našega programa je usposobiti strokovnjaka, ki samostojno potem lahko opravlja razna ta strokovna dela povezana z raziskovanjem. To velja in za biologijo, mikrobiologijo, ekologijo, da ima razvito naravoslovno mišljenje, da ima osvojena ta temeljna biološka znanja, da razume naravo, dogajanja v naravi in da je tudi sam sposoben reševati probleme iz teh področij. Po dokončanju študija sem že omenila, da večino diplomantov biologije nadaljuje študij na 2. stopnji pri nas v Sloveniji. In to je ponavadi 80-90% naših diplomantov. Samo kakšnih 5% se jih takoj potem po študiju zaposli. Ponavadi, mislim, samo izjemoma, kdo se zaposli že pred koncem študija, v glavnem pa se samo študirajo študenti takrat na 1. stopnji. Zdaj, kje potem v končni fazi najdejo zaposlitev? Ja, pač večinoma kot delajo seveda na svojem področju, kot biologi, biologinje, agronomi, ekologi, ekologinje. Veliko študentov potem po magistrskem študiju tudi nadaljuje kot mladi raziskovalci, se pravi v visokem šolstvu, potem v različnih laboratorijih,
biomedicina, biologija, farmakologija in tisti, ki končajo biološko izobraževanje, se potem zaposlijo kot učitelji. V zdravstvu je tudi precej zaposlenih, ja, to sem še hotela povedati, na raznih zavodih, ministrstvih in tako. So pa zaposljivost je zelo dobra, ne. Smo dobili letos podatke o tem in v glavnem je veliko povpraševanje po biologih. Zdaj bi pa še malo pokazala naše predmete, s čim bi se srečali, oziroma s čim se boste srečali, ko pridete k nam. Prvo leto študija je čas, ko se polaga temelje biologije, ko pridobite te naravoslovne vsebine, ki so nujne za razumevanje vseh področij biologije. Nekaj je tukaj teh čisto splošnih predmetov, recimo kemije, matematika, fizika, to so pa potem predmeti, ki so že taki biološki predmeti, biologija celice, potem sta splošna zoologija in splošna botanika, ki potem se ju naslednje leto nadgradi s sistematsko botaniko in nas je bom pokazala drugi letnik, kaj še pride. Mikrobiologijo poslušate, anatomijo človeka in že izbirni predmet tudi v prvem letniku. Tele izbirne predmete bom še potem kasneje povedala, kaj imate možnost na prvi stopnji izbirati. Drugo leto študija je posvečeno molekulski biologiji, potem sistematiki in veliko zveste o diverziteti. In to je tudi letnik, ko se začnejo zares ti biološki tereni. Ne, imamo prav predmet terensko delo iz botanike in zoologije in smo potem veliko zunaj. Ne. Gremo na morje, v Alpe, na Pohorje, potem gozd tudi se obravnava. In tako, da je kar na terensko delo, 12 terenskih dni je posvečenih v bistvu delu na terenu. In to je v majhnih skupinah, tako da res se lahko kaj naučimo. Tudi v Kraške jame recimo se pelje v drugem letniku. Tretje leto je posvečeno delovanju, spoznavanju delovanja živali in rastlin, fiziologija, potem imamo ekologijo, veliko ekologije, etologijo, o evoluciji boste poslušali, to je tako srednji koncept v biologiji, zelo pomembna zadeva. Pa mogoče od teh predmetov še tole bioinformatiko izpostavimo, ki tudi zelo pridobiva na veljavi in enostavno si ne moremo več biologije zamisliti brez bioinformatike. Izbirni predmet, izbirni predmeti, še tole vam pokažem, kar je podčrtanega, pride v upoštev v prvem letniku že. Se pravi, lahko v prvem letniku lahko zbirate med mikologijo, to je glive spoznavate, rastline in človek, tak predmet, zelo popularen med našimi študenti. Vede o življenju in družba, ki je malo povezovalen, ne, med naravoslovjem in med družboslovjem. In tudi geologija je za biologe zelo pomembna, geologija s paleontologijo, to pa predava en profesor iz naravoslovno-tehniške fakultete, ne, profesor geologije. Tako da je nekaj izbire, že v prvem, potem pa v drugem, tretjem lahko pač poljubno izbirate iz tega nabora. Če kaj zamudite, lahko tudi še na magistrskem študiju to pišete. Zdaj, kdo so naši pedagoški delavci, kdo izvaja študij? Večino predmetov predavajo profesorji, ki so zaposleni pač na mestu visokošolskega učitelja, pri nas na oddelku za biologijo. Tako da redni profesorji, teh je 12, potem imamo 5 izrednih profesorjev in 5 docentov. Približno polovico imamo pri nas predavanj in polovico vaj, ne. Vaje so laboratorijske vaje, terenske vaje, seminarske vaje, tako da imamo tudi eno obsežno ekipo izvajalcev vaj, 32 najmanj, ponavadi se še koga vključi. In tudi med izvajalci vaj so profesorji,
ne, imamo 5 profesorjev, 15 docentov in velika večina asistentov ima doktorat znanosti, tudi tisti, ki ga letos še nimajo, ga bodo imeli drugo leto. Tako da znanstveni sodelavci so tudi k temu velikokrat vključeni v izvedbo vaj in tudi mladi raziskovalci, kjer vskočijo, ne, če je treba, tako da dobivajo tudi pedagoške izkušnje lahko ob vsem tem raziskovalnem delu, ki ga morajo opravljati. Imamo tudi zunanje profesorje, ki sodelujejo na študiju, 8 profesorjev in 3 asistenti so pa zaposleni na drugih fakultetah, fakulteti za matematiko in fiziko, potem za kemijo in kemijsko tehnologijo in naravoslovno-tehniški fakulteti. To je ta ekipa, ne. So vsi pač, ki izvajajo študij, vsi izvajalci študija morajo biti tudi raziskovalci, ne, morajo imeti, imajo eno svoje raziskovalno delo in poskušajo tudi študentom med študijem že to predstaviti in jih malo vključiti tudi v to na različne načine. Razpis in prijava. Prijavljate se na spletnem portalu Visoko šolstvo v Sloveniji in prav kmalu se bo tole odprlo, ne, bo začel ta prijavni rok teči od srede februarja do srede marca. In to so pa vpisni pogoji k nam za priti na biologijo, splošna matura, potem poklicna matura, pa izpit splošne mature iz biologije. To je v glavnem, ne, A pa B študenti, no tudi nekaj imamo kandidatov pod točko C. In kaj se upošteva pri omejitvi vpisa? Mi imamo vsako leto omejitev vpisa. Mislim, res se ne spomnim, že zelo dolgo časa nazaj, da eno leto se je zgodilo, da so bili vsi sprejeti, ki so se prijavili, no. Sicer pa gledamo splošni uspeh pri splošni maturi, potem uspeh v 3., 4. letniku, pa pri ta najboljšem od naravoslovnih enem od naravoslovnih predmetov. In podobno je v bistvu pri poklicni maturi, ne, splošni uspeh pri maturi, 3., 4. letniku in pri predmetu splošne mature. Tako da to, za konec še nekaj takih slikic, malo za ilustracijo našega študija, če ne pa je to, no, hvala za pozornost. Evo, bom zdaj tukajle nehala deliti. Najlepša hvala, Tinka. No, dragi dijaki, drage dijakine, dobrodošli na informativnih dnevih tudi z moje strani. Moje ime je Anastasija, jaz sem asistentka na katedri za biokemijo in res upam, da vas danes navdušimo nad študijem biologije in da se vsi vidimo naslednje leto. Zdaj bi pa povabila Tanjo Kobal, predstavnico študentov, ki vam bo dala še neke dodatne informacije o študiju biologije, kot tudi o obštudijskih aktivnosti. Hvala. Ja, zdravo, lepo pozdravljeni še iz moje strani. Zdaj jaz upam, da se me v redu vidi pa sliši. Bom pa zdajle v kratkem to čerala še en PowerPoint, da boste malo slikce lahko pogledali. Evo ga. No, ja, študente oziroma dijake velikokrat zanima, ne, kaj še delamo pri nas na fakulteti, poleg tega, da hodimo na predavanja, pa vaje, pa se učimo veliko. No, ampak se družimo tudi med predavanji, pa tudi po predavanjih. Zdaj prva stvar, ki vam jo želim predstaviti, je študentski svet Biotehniške fakultete. To je v bistvu pač organ, ki zastopa pravice in pa dolžnosti študentov in na nas se v bistvu študenti obračajo z raznoraznimi vprašanji, ki se tičejo ali študija, ali pa če se jim kdaj kaj zatakne, pa jim potem svetujemo, kako v njihovi situaciji nekako postopati. Smo pa v bistvu tudi člani v različnih organih in pa komisijah, kjer podajamo študentsko mnenje in s tem pač zagotavljamo, da je vaša izkušnja na študiju v bistvu kar se da dobra.
Skupaj z študentsko organizacijo in pa kariernimi centri pa v bistvu poskrbimo tudi za pester program interesnih in pa obštudijskih dejavnosti na naši fakulteti, ki jih bom predstavila majčkeno kasneje. Zdaj, kar je iz tega slajda mogoče samo pomembno, je to, da v bistvu za študente skrbi komisija za študij prve in druge stopnje, na katero se lahko obrnete, bodisi, ne vem, če rabite zaprositi za kakšen status, ali pa potem ob zaključku študija, ko pač oddajate recimo dispozicije za vaše zaključne naloge in tako naprej. Se pravi, študentska organizacija Biotehniške fakultete, jo pa sestavljajo predstavniki posameznih študijskih smeri in so v bistvu tudi član študentske organizacije Univerze v Ljubljani. In v bistvu mi smo ena taka velika družina in skupaj z njimi sodelujemo tudi pri pripravi raznih izobraževalnih in pa zabavnih projektov. No, tukaj pač zdaj vidite napisane tudi piknike, brucovanja in pa žuri, kjer se pol tudi malo podružimo. Kaj je še pomembno, v bistvu vsak oddelek na naši fakulteti ima tudi svoje študentsko društvo, ki potem pomaga tudi pri organizaciji raznih poletnih šol, taborov, ekskurzij, no, pri nas so pa bolj aktualni razni dodatni tereni, ki so pač v organizaciji študentov in pa tudi nekaterih pedagoških delavcev. No, zdaj, česa se študenti vsako leto najbolj veselimo. Tale BFS igrajo v bistvu tako majčkeno zabavno druženje vseh študentov naše fakultete, ker smo v bistvu, mislim, tretja največja fakulteta na Univerzi v Ljubljani. Imamo skoraj 3000 študentov in zaradi tega se v bistvu dostikrat z kakšnimi sploh ne vidimo, tistimi, ki študirajo na drugih oddelkih. Tako da tukaj se v bistvu s takimi tematsko obarvanimi igrami majčkeno povežemo, tekmujemo ob seveda dobri pijači in pa tudi hrani, kakor lahko vidite. Delamo vse tisto, kar nam mogoče v laboratoriju ne pustijo ali pa je tam nevarno, se pravi, pečemo v haljah, pipetiramo z usti, no, tudi preizkušamo se v možni krave, hitrostnem zlaganjem tipsov v škatlice in pa, kjer si prej sleče pa obleče haljo in tako naprej, Potem tegale, tukaj se letos na žalost nismo uspeli videti, tako da tisti, ki ste v tretjih letnikih, mogoče se naslednje leto vidimo na informativi, bo pa mogoče zato danes majčkeno več vprašanj, pa bomo lahko malo dlje debatirali. Kar je meni zelo všeč na našem faksu, je to, da v bistvu vsako leto organiziramo karierne dneve in zdaj zaradi tega, ker je toliko veliko smeri, v bistvu biologi, mikrobiologi in pa biotehnologi pridemo na vrsto na vsake 3 leta. Zdaj, na teh kariernih dnevih se nam v bistvu predstavijo potencialni delodajalci, naučimo se napisati CV, motivacijsko pismo in pa, kakor lahko vidite tukaj na teh slikcah, imamo dejansko organizirane take kot mini zmenke z potencialnimi delodajalci in kar dosti študentov je takole dobili ali študentsko delo ali pa potem tudi po zaključku študija tisto pač ta prvo zaposlitev prav pri teh delodajalcih, ki so se jim tekom kariernih dni uspeli predstaviti. Če ne drugega, je pa to v bistvu zelo v redu izkušnja, da nismo pač samo pahnjeni v ta svet zaposlovanja, pa da ne vemo, kako bi se znajdeli pravzaprav v njem. Seveda pač se družimo tudi s kolegi iz tujine. Tole v bistvu so že malo stare slikce, izpred 3 let, ki smo se družili, mislim, da v Poreču, kjer smo v bistvu z kolegi iz podobnih strok tekmovali v športnih igrah, v znanju, je pa na Biotehnojadi možno tudi predstaviti kakšne vaše raziskovalne dosežke, se pravi ali posterje ali članke in tako tudi svojim kolegom predstavite, kaj ste dosegli tekom vašega študija. Tole je pa ena novost, ki poteka od lani in upamo, da bo tudi postala tradicionalna, tako kakor vse ostale prej predstavljene dejavnosti. Zdaj poletno šolo smo lansko leto prvič organizirali, smo jo tudi akreditirali kot izbirni predmet, tako da tisti, ki so pridno poslušali cel teden, so bili rešeni enega izbirnega predmeta.
in se poglobili v bistvu v neko temo. Zdaj lansko leto je bila to vsestranska uporabnost mikroorganizmov, tema letošnje pa naj zaenkrat še ostane skrivnost. Boste pa sigurno, če nas boste spremljali, se pravi, na družbenih omrežjih zvedeli vse ta pravi čas, ker smo tudi lani imeli kar dosti dijakov. Zdaj, kaj je mogoče še posebnost naše fakultete, je v bistvu tutorski sistem. Tutori so študenti, je nekaj, mogoče v takem bolj prijateljskem okolju, nudijo drugim študentom pomoč pri težavah in pa problemih, s katerimi se soočajo med študijem. Se pravi, to so pač vaši starejši prijatelji, na katere se lahko obrnete, ko se vam kaj zalom. Zdaj, mogoče pomembno je predvsem za bruce to uvajalno tutorstvo, kjer grejo tutorji, ki so dodeljeni vašemu letniku z vami čez potek študija v prvem letniku, vam mogoče tudi predstavijo predmete, da veste, kaj pričakovati. Grejo z vami čez vse te sisteme, ne vem, študijski informacijski sistem, vam razložijo, kako se prijavite na izpite, kako deluje spletna učilnica in tako naprej. V bistvu pač jih lahko vprašate, karkoli vas zanima v zvezi s študijem. Imamo potem tudi tutorstvo za študente z posebnim statusom, tutorstvo za študente, ki prihajajo iz tujih držav, in pa za Erasmus študente, in pa učiteljsko tutorstvo, ki je mogoče tako, ki ga nimajo čisto vse članice Univerze v Ljubljani. To v bistvu samo pomeni, da vsak letnik dobi kakor mentorja letnika iz vrst visokošolskih učiteljev. In ta potem skrbi za to, da je vzpostavljena ta komunikacija med vašim letnikom in pa drugimi pedagoškimi delavci. V bistvu ima približno tako vlogo, kakor ste navajeni razrednikov iz srednjih šol pa iz gimnazij. No, ja, pač lahko nas polajkate na Facebooku in pa na Instagramu, kjer smo vam tudi v teh raznih messengerjih na voljo, če se bojo po informativnih dnevih pojavila še kakšna vprašanja, pa vam bomo z veseljem tudi odgovorili. Kakor sem že omenila, imamo pa na oddelku za biologijo tudi društvo študentov biologije, ki je tudi prisotno na vseh družbenih omrežjih, pa si lahko tam malo bolj podrobno pogledate vse njihove aktivnosti. Zdaj, mogoče bi omenila to, da v bistvu vsako leto izdajo svojo pač revijo in pa organizirajo številne dodatne terenske dni, se pravi, to pride prav bolj tistim biologom, ki jih zanima terensko delo, se pravi, od takih jamarskih terenov pa, ne vem, bolj botaničnih in pa zooloških, tako da res vsak najde nekaj takega, kar ga malo bolj zanima. Tako da ja, v bistvu študenti za študente kar poskrbimo, da na koncu študija nimamo v rokah samo tele rdeče diplome, ampak tudi poln lepih spominov in pa doživeti. To je to. Okay. Hvala, Tanja, za to lepo predstavitev. Kot prej napovedano, si bomo pa zdaj ogledali še ta naš predstavitveni filmček. Po filmčku pa seveda lepo vabljeni, da ostanete z nami in se bomo še pogovorili o vsem tistem, kar vas zanima. Študij biologije na Univerzi v Ljubljani ima zelo dolgo in bogato zgodovino. Njegovi začetki segajo v leto 1919, ko je bila ustanovljena naša največja in najstarejša univerza v Sloveniji. Od leta 1960 je oddelek za biologijo del Biotehniške fakultete, ki je ena izmed največjih članic Univerze v Ljubljani. Danes študij biologije poteka v stavbi biološkega središča, ki se nahaja na Večni poti 111, v prijetnem primestnem okolju pod Rožnikom nasproti živalskega vrta. Na oddelku za biologijo izvajamo študijske programe s področja biologije na vseh 3 stopnjah študija. Sodelujemo tudi pri izvedbi drugih študijskih programov na Biotehniški fakulteti, kot tudi nekaterih drugih članicah Univerze v Ljubljani. Na prvi stopnji študentom ponujemo univerzitetni študijski program biologija, na drugi stopnji pa 3 različne magistrske študijske programe: ekologija in biodiverziteta, molekulska in funkcionalna biologija ter biološko izobraževanje. Pedagoško in raziskovalno delo na oddelku je organizirano v okviru 6 kateder in ene delovne skupine, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju. Pozdravljeni, jaz sem Kristina Sevčič,
Vučić in v drugem letniku prvostopenjskega študija biologije vas bom učila predmet biokemija. No, biologi ponavadi, ko slišijo kemija, se malo skrbijo, ampak ni nič hudega. Gre za kemijo bioloških makromolekul, torej molekul, ki sestavljajo naše telo, žive celice, beljakovine, lipidi, ogljikovi hidrati in nukleinske kisline. Spoznali bomo njihovo strukturo in funkcijo in tudi, kako se te molekule obračajo v našem organizmu, torej nekaj o metabolizmu. Študenti boste na vaju spoznali najpogostejše metode, ki se jih izvajajo v biokemijskem laboratoriju. Z metodo genske kromatografije bomo ločili različno velike molekule in izmerili njihove spektre. Spoznali bomo, kako s pomočjo električnega toka ločimo proteine po velikosti. Praktično bomo spoznali lastnosti beljakovin in sicer kako nanje vplivajo različne temperature, kisline in baze ter soli. Spoznali bomo tudi, kako lahko z različnimi reagenti določimo osnovne lastnosti ogljikovih hidratov. Živjo, moje ime je Tom Turk in sem eden najstarejših profesorjev na oddelku za biologijo, hkrati pa tudi dolgoletni član katedre za biokemijo in kot vam je kolegica že povedala, tukaj se ukvarjamo v glavnem z biološkimi makromolekulami in njihovim delovanjem. No, eden od predmetov, ki ga poučujemo na naši katedri, je tudi toksinologija, to je sicer izbirni predmet, ki pa govori o živalskih in pa rastlinskih strupih. No in to je pravzaprav tudi tisti moj predmet in pa tudi v bistvu ena od tem dolgoletnih raziskav na naši katedri. Torej pri meni se boste srečali z svetom toksinov, med drugim recimo z takimi kačami, kot je tale na sliki. In če boste imeli srečo oziroma če bomo lahko potovali tudi spet po svetu, boste mogoče z mano šli lahko tudi v Kostariko, kamor z našimi študenti hodimo že 10 let. Na katedri za biokemijo pa poučujemo tudi bioinformatiko. To je hitro razvijajoča se veda, preplet med računalništvom in vedami o življenju. In spoznali boste, kako lahko bolje analiziramo, shranjujemo biološke podatke, ki jih je iz dneva v dneva več. No, iskreno upam, da se na predavanjih vidimo v živo in ne preko Zooma, kot je to bilo letos. Dobrodošli na oddelku za biologijo. Katedra za botaniko je bila skupaj z univerzo ustanovljena že leta 1919. Danes skupaj s fiziologijo rastlin proučujemo predvsem zgradbo in delovanje rastlin in njihovo diverziteto. Večino študijskega procesa izvedemo za študente biologije na prvi in drugi stopnji, na naši fakulteti in tudi drugih ljubljanskih fakultetah. In glede na naša ožja področja dela smo razdeljeni na 3 skupine, za splošno, za sistematsko botaniko in za fiziologijo rastlin. Splošna botanika je temelj rastlinske biologije, zato nas študenti spoznajo že v prvem letniku študija. Delo poteka v botanični vajalnici, kjer ima vsak študent na razpolago svoj mikroskop in stereolupo za analiziranje zgradbe rastlin. Študenti svoje znanje o rastlinah dopolnijo lahko tudi pri izbirnih predmetih rastline in človek ali pa projektno delo, ko se priključijo eksperimentalnemu delu v našem laboratoriju. Svoje znanje o rastlinah pa posredujemo tudi osnovnošolcem in gimnazijcem v učbenikih za naravoslovje oziroma biologijo. Naše raziskave so povezane s slovensko floro, ugotavljamo velikost jedrnega genoma in izvajamo kariološke analize. Mikroskop nam kot glavno orodje služi tudi pri proučevanju celičnih sprememb med razvojem tkiv in organov, naprimer razvoj semen, proces odpadanja listov in cvetov, alelopatske interakcije, invazivnih dresnikov. In invazivne vrste smo uporabili tudi kot vir biološko aktivnih izvlečkov in potrdili njihovo protiglivno delovanje proti nekaterim plesnim. Že kot študenti se nam torej lahko priključite pri našem raziskovalnem, pa tudi strokovnem delu. Ena od takih aktivnosti je vsakoletni mednarodni dan očarljivih rastlin, ko znanosti v rastlinah interaktivno predstavljamo slovenskim osnovnošolcem.
Torej, raziskovalna skupina za sistematsko botaniko se v pedagoškem procesu vključuje predvsem v drugem letniku s predmetom sistematska botanika. V okviru tega predmeta in nekaterih povezanih predmetov kot terensko delo iz botanike in zoologije so pa izvedene tudi terenske vaje v različnih delih Slovenije in izdelava individualnega herbarija. Poleg tega sodelujemo še pri nekaterih drugih predmetih, na prvi stopnji pri naravovarstveni praksi in pri predmetu rastline in človek, na drugi stopnji pa pri predmetu biogeografija. Naše raziskovalno delo se tiče predvsem raziskav flore Slovenije, ukvarjamo se s samo floristiko, z nekaterimi biogeografskimi analizami, zadnja leta pa predvsem veliko s tujerodnimi invazivnimi vrstami, po čemer smo verjetno prepoznavni tudi v javnosti. V skupini za fiziologijo rastlin študente seznanimo s procesi, ki rastlinam omogočajo rast in razvoj, komunikacijo z drugimi organizmi in odgovore na razmere v okolju. Raziskovalno se člani skupine za fiziologijo rastlin vključujemo v reševanje problematike kvalitetne in varne hrane. Raziskujemo pomen rastlinskih interakcij za sonaravno pridelavo. Odkrivamo možnosti za odstranjevanje posledic onesnaževanja okolja s pomočjo rastlin. V raziskovalnih izzivih se povezujemo z vrhunskimi znanstveniki doma in po svetu. Največji znanstveni dosežki skupine za fiziologijo rastlin se odražajo v vodenju številnih domačih in mednarodnih znanstvenih raziskav, v objavah v mednarodnih revijah, s pomembnim dejavnikom vpliva in v prenosu znanstvenih spoznanj v prakso. V pedagoškem procesu študente spodbujamo k samostojnemu raziskovanju v okviru projektnega dela. Vajalnica skupine za fiziologijo rastlin je sodobno opremljena in omogoča zbiranje podatkov z uporabo najnovejše informacijsko-komunikacijske tehnologije. Zbrane podatke študentskih raziskav objavimo v študentski reviji z naslovom Collectanea Studentium Physiologiae Plantarum. S pedagoškim delom sooblikujemo zavedanje mladih generacij naravoslovcev o pomenu rastlin za okolje in zdravje človeka. Sodelujemo tudi pri ozaveščanju javnosti o mestu, ki rastlinam pripada v sodobni slovenski družbi. Spoštovane dijakinje in dijaki, lepo pozdravljeni na katedri za ekologijo in varstvo okolja. Jaz sem docentka Tadeja Troš-Cedej, delam v skupini za ekologijo rastlin in bomo zdaj čisto na kratko predstavila, kaj počnemo na naši katedri. Ekologija se v javnosti večkrat omenja v povezavi z ločevanjem odpadkov, z varčevanjem z vodo, vendar, če mi želimo res kot ekologi ohranjati naravo, moramo najprej razumeti procese v naravi in s temi procesi se mi tudi na naši katedri ukvarjamo. Se pravi, da preučujemo organizme v povezavi z okoljem, z njihovim življenjskim prostorom in ko enkrat razumemo, kako organizmi delujejo, kaj je za njih ugodno okolje, takrat lahko tudi ekosistem varujemo, ker vsaj vemo, kaj sploh moramo varovati in kateri dejavniki vplivajo na te spremembe v okolju. Spremembe v okolju so se dogajale skozi vso zgodovino, vendar po industrijski revoluciji te spremembe potekajo tako hitro, da se organizmi težko odzivajo na nje. Na naši katedri študentom ponujamo več zanimivih stvari, ponujamo jim veliko terenskega dela, laboratorijske vaje, mentorstvo pri magistrskih in doktorskih nalogah in seveda vključevanje v številne naravoslovne, raziskovalne, naravovarstvene projekte. Naša katedra je razdeljena na 3 skupine. Ena skupina preučuje predvsem ekologijo živali, druga preučuje ekologijo rastlin in tretja skupina se ukvarja s celinskimi vodami.
Skupina za ekologijo živali se ukvarja s številnimi živalskimi vrstami. Verjetno so najbolj odmevne trenutno velike zveri, se pravi medved, ris in volk. Kadarkoli slišite v medijih, da se ocenjuje številčnost volka, risa in medveda, se to ocenjuje na naši. Za raziskavo velikih zveri uporabljamo satelitske tehnologije prostorskega spremljanja živali, molekularno-ekološke metode v raziskovanju populacij živali. Na ta način lahko zelo dobro ocenimo številčnost vrste. Ukvarjamo se pa tudi s stalnimi živalmi v gozdu, ki so res pomembne za dekompozicijo in za obstoj in funkcioniranje vsakega ekosistema. V skupini za ekologijo rastlin se ukvarjamo s preučevanjem okoljskih razmer na rast in razvoj rastlin. V zadnjem času smo veliko raziskovali učinke UV sevanja, suše in temperaturnih razmer na rastline, obenem pa tudi učinke različnih mikro- in makroelementov, onesnažil, ki so v sedanjem okolju čedalje bolj pogosta. Nekaj raziskav smo opravili na procesih na Cerkniškem jezeru, to je tipsko presihajoče jezero. Tukaj se rastline posebej prilagajajo na vodni režim, zato imamo zanimive amfibijske vrste, zanimiva je primarna proizvodnja in razgradnja. V alpinskih območjih pa preučujemo značilnosti rastlin, ki so še predvsem občutljive na podnebne spremembe, kajti umikanje v višino enkrat ni več mogoče in takrat pride lahko celo do izginotja posameznih vrst. V skupini za limnologijo preučujemo vodne ekosisteme, reke, potoke, izvire jezerja, bajerja, močvirja. Vrednotenje ekološkega stanja poteka s pomočjo združb vodnih nevretenčarjev in kremenastih alg. Preučujemo pa tudi edinstvene vodne ekosisteme, ki jih je ustvaril človek, na primer kale na Krasu in v Alpah, ki so prosta pribežališča za številne vrste. Ugotavljamo pa tudi vplive okoljskih dejavnikov na pestrost vodnih rastlin ter nevretenčarjev. Vaje pri predmetu etologija temeljijo na opazovanju in analizi vedenj različnih živali, bodisi je to v živalskem vrtu ali pa v laboratoriju. Študenti na vajah opazujejo na primer zebrice, siamske bojne ribice, miške, kače, laboratorijske podgane. Vaje potekajo v manjših skupinah. Študenti imajo neposreden stik z živalmi in vaje izvajajo samostojno. Eden od primerov vaj je tudi učenje podgan v Skinnerjevi kletki, kjer podgane naučimo, da morajo pritisniti na vzvod, da dobijo nagrado. Drug primer je naučen potek vrvice strani rib skalark, pri čemer je nagrada hrana. Vlogo učenja lahko spoznavamo tudi za opazovanjem čmrljev in čebel med izbiranjem cvetov na paši. Za kaj več o čebelah moramo odpreti panj, ker opazujemo vedenje čebel. S plesnim sporazumevanjem čebele izbirajo pašne in druge vere čebelje družine. V panju pa lahko opazujemo tudi druga vedenja, kot je to prepevanje matic pred rojenjem. Skupina za fiziologijo se ukvarja z raziskavami barvnega vida, z raziskavami biomehanike in presnove živali in človeka. Raziskujemo na primer, kaj vidi žuželka med letom. Študenti pri nas spoznajo, kako deluje naše telo. Pri tem uporabljamo najsodobnejšo merilno opremo, programsko opremo za simulacijo dogajanja v organih in celicah, nazorne interaktivne animacije,
Študenti izvajajo laboratorijske poskuse, pogosto kar na sebi in svojih kolegih. Naučijo se izvajati meritve elektrokardiograma, elektroencefalograma in elektromiograma, meritve dihanja. Posnetke analizirajo, se iz njih učijo zakonitosti delovanja organizma in na tak način razumejo koncepte fiziologije. Pri vajah in raziskavah si pomagamo z računalnikom na inovativnejši način, ne le z uporabo vnaprej pripravljenih programov. Spoznajo, da se vsega ne da kupiti. Kaj je kdaj treba tudi zgraditi v priročni delavnici. Študenti se lahko odločijo za sodelovanje pri naših znanstvenih raziskavah ali pa fiziološko temo izberejo za izdelavo svoje magistrske naloge. Lahko raziskujejo molekulske in celične fiziološke procese, ki potencialno vodijo do novih odkritij, koristnih za razvoj zdravil, tudi najnaprednejših bioloških in celičnih terapij. Del katedre za fiziologijo, antropologijo in etologijo je tudi skupina za antropologijo. Študentke in študenti boste v naši skupini najprej spoznali človeka, mislečega človeka. Za začetek boste spoznali Tatjano, Katjo in Petro. Zelo kmalu pa tudi njihove pomočnike. Imeli bomo dobre dneve in dneve, ko vas bomo spravili na kolena. Včasih bomo šli na kolena tudi kar sami. Če nas bo priganjal čas, bomo stvari vzeli v svoje roke. Ali pa bomo vstopili v časovno kapsulo in odpotovali daleč v preteklost. Spoznali bomo naše daljne, bližnje in najbližje sorodnike. Potovali bomo v notranjost našega telesa, podrobneje preučili zunanjost, tako na kopnem, kot pri najpogumnejših, tudi pod vodo. V goste bomo povabili zanimive sogovornike. Spet drugič jih bomo obiskali kar sami. V preteklosti bomo pogumno zrli v oči in se še bolj pogumno soočali s sedanjostjo. Da delo ne bo šlo v nič, bomo naše zgodbe zapisali za zanamce. Če še niste prepričani, da je pri nas res dinamično, si poglejte to. Dobrodošli v naši družbi. Pozdravljeni, bodoči študentje biologije. Pred vami stojim v oddaljeni obliki, v vlogi predstojnice katedre za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov. No, to je kar velika katedra, sestavljajo 19 ljudi, od tega so to 4 učitelji, pa 5 asistentov, 3 tehniki, 4 raziskovalci in pa še 3 doktorski študentje. Raziskovalno se naša katedra ukvarja z nevidnim, pa še kako pomembnim svetom mikroorganizmov, tega se vsi zavedamo zdaj, če ne bi se gledali v predavalnici, v živo. Raziskovalni svet naše katedre so posamezne celice. In te celice so obenem celi organizmi. Mikroorganizmi, ki jih proučujemo, so bakterije in gljive, tudi kasavke. Segamo pa še dosti globlje, vse do posameznih mehanizmov v teh celicah in tudi do molekul. Najbolj nas zanimajo geni, se pravi DNA in tudi beljakovine, torej izražanje genov in rezultat teh genov. Preučujemo, zakaj so določeni mikroorganizmi patogeni, to pomeni škodljivi za človeka, in kako se varujejo pred našim orožjem v borbi z njimi, pred antibiotiki. Raziskujemo tudi molekularne mehanizme v celici, ki jim omogočajo prilagajanje na okolje našega telesa. Zanima nas pa tudi, kako preživijo v najbolj ekstremnih okoljih na svetu.
od arktičnih ledenikov pa vse do sladnih voda solin in zakaj določeni lahko in radi naseljujejo tudi naše domove. Da lahko počnemo vse te raziskave, potrebujemo posebno opremo. Od inkubacijskih komor, kjer mikroorganizme gojimo na posebnih gojiščih, agarnih, pa tja do skrinj z globokim zmrzovanjem, kjer jih hranimo pri -80 ali pa v klapih tekočega dušika. Vse tja do temperatur -196 stopinj. Molekularne lastnosti proučujemo po izolaciji DNA in RNA iz celic, z različnimi PCR tehnikami, o katerih ste v zadnjem času veliko slišali, in tudi z drugimi pristopi. Sekvenciramo genome in pri analizah sekvenc uporabljamo bioinformatska orodja. Z vsem tem se boste kmalu spoznali, če se boste seveda vpisali na biotehniško, na biologijo. Že v prvem letniku se boste srečali z mikrobiologijo, najprej teoretično, nato v drugem semestru še praktično, v drugem letniku pa boste odprli vrata v svet genetike. Oboje pokriva naša katedra. Svet mikroorganizmov in molekularne genetike je na prvi pogled res neviden. Vendar se z uporabo ustreznih molekularnih orodij in opreme odpre pogled vanj, kot ste videli. In mikroorganizmi nam pomagajo odgovarjati na mnoga vprašanja o zemljini preteklosti, o začetku življenja na Zemlji, o možnostih naseljevanja vesolja in tudi o tem, kako bi lahko izgledalo življenje na drugih planetih. Mikrosvet ima makroposledice, vendar je ta svet očaral vse na naši katedri. In mi seveda upamo, da bodo mikrosvet in makroposledice očarali tudi vas. Zoologija je veda, ki preučuje živali. Katedra za zoologijo je največja organizacijska enota na oddelku za biologijo. Sodelavci katedre na študiju biologije izvajamo predmete, ki obravnavajo živali na vseh nivojih biološke organizacije. Predmeti v izvedbi katedre za zoologijo študenta biologije spremljajo od začetka do konca njegovega študija, pa naj si gre za študij prve ali druge bolonjske stopnje. Na samem začetku prvega letnika biologije se študenti spoznajo z osnovnimi mikroskopskimi tehnikami za proučevanje živih sistemov ter podrobno spoznajo zgradbo živalskih celic in tkiv. V nadaljevanju obravnavajo osnove zgradbe in delovanja različnih skupin živali ter terenskega dela v zoologiji. Predmeti drugega letnika se v predavalnici, vajalnici in na terenu poglobljeno posvetijo pestrosti živali ter njihovi zgradbi. V tretjem letniku se študenti posvetijo evoluciji in metodam ugotavljanja sorodstvenih odnosov med organizmi. Študenti se lahko v izbirnem predmetu projektno delo tudi vključijo v znanstveno-raziskovalno delo na katedri. Pomemben del izobraževanja na katedri za zoologijo je praktično biološko delo. To poteka večinoma v vajalnici, kjer vsak študent uporablja lasten svetlobni mikroskop in lupo ter preparate obsežne zoološke zbirke. Dodatne vsebine se izvajajo v sodobno opremljenih laboratorijih. V njih se študenti spoznajo s pripravo mikroskopskih preparatov, z naprednimi metodami svetlobne mikroskopije, kot je fluorescenčna mikroskopija, ter z elektronsko mikroskopijo, s katero spoznavamo žive sisteme na najdrobnejšem nivoju. Na katedri imamo tudi celični laboratorij, v katerem gojimo celične kulture. Področja pedagoškega in raziskovalnega dela na katedri se v veliki meri prepletajo. Sodelavci katedre smo združeni v 3 raziskovalne skupine. V skupini za funkcionalno morfologijo živali in razvojno biologijo se ukvarjamo s povezavo med zgradbo in delovanjem organizmov ter njihovim zgodnjim razvojem. Organizmi, ki jih proučujemo, so predvsem kopenski raki, mokrice. Velik poudarek je tudi na raziskavah človeške ribice.
Prebiramo njen nedavno sekvencirani genom in skušamo razvozlati skrivnost njene dolgoživosti, dejavni pa smo tudi na področju njenega varovanja. V skupini za nanobiologijo in nanotoksikologijo preučujemo interakcije celic in modelnih organizmov z nanomateriali ter drugimi aktualnimi okoljskimi onesnažili, na primer nano- in mikroplastiko. Naši modelni organizmi so prej omenjene mokrice, ribe, vodne bolhe in solinski rakci. V skupini za speleobiologijo se ukvarjamo s preučevanjem evolucijskih in ekoloških procesov v podzemlju, s pestrostjo podzemnega življenja in njenim varovanjem. Biologija jamskih živali je povezovalna tema raziskav na katedri. Preučevanje podzemnega življenja se je začelo prav v slovenskih jamah, ki veljajo za vročo točko podzemne vrstne pestrosti. Dolžnost slovenskih biologov je, da nadaljujemo dolgo tradicijo preučevanja in varovanja tega izjemnega okolja. Vzdrževanju jamskih živali je namenjen poseben prostor. Jamska komora s stalno temperaturo, vlažnostjo in temo. Sodobni pristopi k raziskavam evolucijskih procesov v podzemlju temeljijo na molekularnih metodah, ki jim je namenjen molekularni laboratorij. Z jamskim svetom se preko terenskega in projektnega dela srečajo že študenti prve stopnje študija. Študenti na katedri za zoologijo pridobijo veščine uporabe osnovnih orodij biologa, kot so mikroskop, metuljnica in čelna svetilka, ter najbolj temeljna biološka znanja, poznavanje delovanja celic, živalskih organskih sistemov ter evolucijskih procesov. Zdravo, sem Lara, absolventka prve stopnje študijskega programa Biologija in tudi tutorka na našem oddelku. Živjo, sem Ana, absolventka na prvi stopnji študijskega programa Biologija. Marijana Godicelj, študentka do diplomskega študija Biologije.
Živijo, sem Miha Kosac in sem študent drugega letnika. Zdravo, sem Patricija Podkrajšek, študentka tretjega letnika dodiplomskega študija biologije. Nika, študentka prvega letnika magistrskega študija ekologija in biodiverziteta. Sem Manca Žagar, študentka drugega letnika biologije in uvajalna tutorka. Živijo, sem Jerneja, študentka prvega letnika molekulske in funkcionalne biologije. Zdravo, sem Tanja, študentka prvega letnika magistrskega študija ekologija in biodiverziteta. Živijo, sem Vicavnik, tretji letnik biologije. Ime mi je Gea. To sem jaz! Sem drugi letnik biologije. Prihajam iz Reke na Hrvaškem in sem tutorka za tuje študente. Pri študiju biologije mi je najbolj všeč raziskovanje pestrosti in občudovanje vsega živega sveta. Najljubša predmeta na faksu sta mi zoologija nevretenčarjev in sistematska botanika. Zelo me navdušujejo žuželke, pratisti in vse stvari, ki migajo. Pridite pogledat! Za študij biologije sem se odločila, ker me od nekdaj zanimajo zdravilne rastline. Tekom študija sem se naučila, zakaj imajo jabolka, ki rastejo na sončni strani drevesa, več vitamina C kot tista, ki rastejo na senčni strani. Poleg tega znam tudi sintezno pot vitamina C in pa uvrstiti jablano v sistem rastlin. Če se nam oktobra pridružiš na študiju biologije, se boš tudi ti naučil vse to in še več. Tukaj sem spoznala enako misleče ljudi, ki so se odločili za biologijo, zato ker jih zanima in so tukaj s srcem. Zato je tudi vzdušje na oddelku nekoliko drugačno in posledično celotna študijska izkušnja. In to se mi zdi res velika prednost primerjavi z drugimi programi. Nikoli si nisem mislila, da bom v 3 letih tako dobro spoznala Slovenijo, kar 2-krat odpotovala na strokovno ekskurzijo na Nizozemsko in lani celo raziskovala tropski deževni gozd Kostarike. Poleg tega sem pobliže spoznala tudi šimpanzijo družino v živalskem vrtu, do katerega imamo v okviru etologije v 3. letniku prost dostop. Tako sem se par ur na dan počutila kot nekakšna dženguro. Biologija je po mojem mnenju zelo obsežen interdisciplinaren študij, ki ti da globoko pogled in obsežno znanje o naravoslovnih vidah. To je danes zelo pomembno, saj se tako v življenju kot pri raziskovalnem delu mnogo področji med seboj zelo prepleta. To je poleg kompetenc, ki jih dobiš tekom študija biologije, razlog, da nam je odprtih veliko vrat na različnih zaposlitvenih področjih. Ena stvar, ki bi jaz rada poudarila in mi je zelo povestila celoten študij, so tereni in študijski strokovni izleti. Nisem si mislila, da bom tako dobro spoznala slovensko floro in fauno, da bom videla tako zelo veliko različnih slovenskih krajev. Recimo lani sem prvič videla medvedko. Za študij sem se odločila, ker me zanima vse, kar je živo in kako se stvari povezujejo med seboj. Na študiju so mi predvsem všeč ljudje, profesorji, potem odnos do študentov. In če se uspeš super organizirati in sproti delati, ti ostane precej časa, da se odvisuješ tudi o obštudijskih dejavnostih. Na biologiji sicer nimamo prakse, imamo pa ogromno laboratorijskih vaj in možnost pa imate tudi izbrati projektno delo. Tu lahko pod okriljem raziskovalne skupine na fakulteti ali pa na kakšnem inštitutu poglobite svoje praktično znanje v vaši izbrani tematiki. No, upam, da se vidimo naslednje leto. Na študij biologije sem se odločila, ker me zelo zanimala živa narava in moram priznati, da sem se na prvi stopnji o tem ogromno tudi naučila. Od področja biologije me najbolj zanimata pedagogika in pa antropologija in v prihodnosti si želim delati tudi nekaj na tem področju. Najljubša predmeta sta botanika in uvod v odnose med organizmi, kjer smo res se učili o tem, kako zelo smo mi odvisni od mikroorganizmov, kako so organizmi povezani med sabo, katere odnose vstopajo in kako to vse vpliva na ekosistem. In eden izmed mojih najljubših predmetov na tem študiju je fiziologija živali, pri katerem spoznavamo delovanje človeškega in živalskih teles. Najboljši del tega predmeta je to, da lahko dobim globlji pogled v delovanje lastnega telesa, torej da razumem, kaj mi omogoča, da hodim, da se premikam, diham, da se učim in hkrati dobiš neke vrste samospoštovanje, saj se zaveš, če so vse tvoje telo sposobno, ne da bi se pri tem kaj posebej trudil. Dobro veste, kaj molekule so in kakšen zanimiv in pester svet obsegajo. Težavo nam sicer občasno predstavlja njihovo opazovanje, še posebej, če želimo videti le eno, ampak to se da rešiti. Rad pa bi vam predstavil predmete, pri katerih se boste z njimi srečali.
Ti so pravzaprav v vseh 3 letih prvostopenjskega študija, pa vsem je skupno nekaj. In sicer postopek izvedbe poskusa. Ta se verjetno vsem zdi na prvi pogled kot eno samo dolgo nakladanje, ki te hitro spravi v slabo voljo. Ampak, ko se enkrat vse skupaj, lahko bi rekli, skuha v celoto, se nam prikaže čisto nov svet, neštetih povezav in interakcij, ki vsaj mene spominja na okusno jed. Seveda vas moramo opozoriti, da skuhanih pripravkov iz laboratorija ne jejte, saj boste tako profesorjem in asistentom nakopali kar nekaj skrbi in dela. Mene pa bodo potem grdo gledali. Vsem želim uspešno upravljanje mature in upam, da se oktobra vidimo na pozdravu brucem. Vabim vas, da se tudi vi podate na to pot in da biologijo odkrijete na svoj edinstven način. Se vidimo oktobra. Ok, tole je bil torej naš filmček, a ne? S tem smo hkrati zaključili ta formalni del, to je naše predstavitve. Zdaj pa seveda besedo predajamo vam, a ne? Dopoldne smo imeli kar dolgo in zanimivo debato, ker smo imeli kup vprašanj, tako da v chatu zaenkrat še ne vidim nobenega vprašanja, tako da lahko začnete, kaj napišete, še bolj, če se nam oglasite, takole v živo pa nas vprašate in bomo poskušali zdaj vam še vse tisto povedati, kar vas zanima, kar še niste mogoče slišali tekom teh predstavitev.